Rut je pomenila izredno veliko za slovensko vrtnarstvo. Mi se poznamo že dobrih 20 let, z Tomažem Čufarjem smo prišli skupaj. Rut si pravzaprav takoj opazil, res da je bila majhna, ampak vedno je bila nasmejana, predvsem pa vedno polna energije in to navadno vedno pol opaziš. Rut je vedno prišla zelo na hitro, pripeljala rastline s kombijem, jih postavila sem in tja in potem je mami to vse lepo posadila pridno in skrbela, da se nekaj posušilo. Kakšne lepe rože! Verjetno je ta odlomek iz filma, v katerem je Rut jeseni 2011 pretekla Špartatlon, tisti del, ki povezuje njeni največji ljubezni, tek in rastline. Če ob tem le za trenutek pozabimo na družino in fotografiranje, oboje ji je pomenilo življenje. Z Rut sva bile pravzaprav sošolke že od prvega letnika fakultete za agronomijo. Naprej, obe dve sva šle tudi smer sadjarstvo, vrtnarstvo. Bili smo verjetno, mislim, da prvi taki velik letnik, ko nas je bilo vpisanih preko 100, ampak Rut si pravzaprav takoj opazil, res da je bila majhna, ampak vedno je bila nasmejana, predvsem pa vedno polna energije in to navadno vedno pol opaziš. To hišo smo se preselili pred 42 leti. Seveda je bila hiša tako kot vse ostale sosedne. Oziroma vrt je bil zelo uporabno naravnan. Imeli smo, mislim, da čez 40 dreves, ogromno ribe za prvi denar, za bazen smo si nabrali tukaj, ko smo obirali ribez. Potem, ko je pa Rut doštudirala, je pa nekako, verjetno zato, ker je poznala nekega kolega, ki se je ukvarjal z urejanjem vrta, nekako mami pihala na dušo, pa da naj spremeni malce svoj vrt. In takrat se je res ta vrt izjemno spremenil. Skoraj vsa drevesa so padla, trava je dobila svoje mesto, okrasne rastline. Danes jih na tem vrtu, tistih rastlin, ki smo jih takrat posadili, skoraj da ni več, samo še na prste ene roke bi jih lahko preštel. Tako da vrt s Rutino pomočjo ves čas spreminja podobo. Rut je vedno prišla zelo na hitro, pripeljala rastline s kombijem, jih postavila sem in tja in potem je mami to vse lepo posadila pridno in skrbela, da se nekaj posušilo. Vendar, katere rastline so ostale od tiste njene prve zasaditve? Ja, tiste najbolj trpežne. Tukaj pred sabo imamo en japonski javor, tega mami vsako leto obrezuje, kot bi bil bonsaj in res je to verjetno stoletna rastlina. Potem azaleja, tamle zadnji vsako leto drobno cveti, pa še na drugem koncu vrta je tudi nekaj rododendronov in par iglavcev, ki rastejo bolj počasi. Tiste rastline, tista drevesa, grmi, ki so pa hitro rastoča, so pa že zdavnaj šla. No, edino en grm pa je tukaj brogovita. No, ta pa res čisto vsako leto takle čas začne nastavljati, da bo cvetela. Brogovita, zdaj že nastavlja popke, tako rožnate barve. Je bila to tudi njena barva? V zadnjem času sploh. Verjetno vsak ima neke barve svojega časa. Rut je imela zelo rada belo, no mama pa pravi, da v zadnjem času je imela nasploh rada vse odtenke rožnate, kar se verjetno vidi tudi kje drugje, ne samo na našem vrtu, tudi na mojem, ki mi ga je uredila letos spomladi, je rožnate ogromno. Ta manjši atrijski vrt sredi Kranja smo urejali spomladi. Do jeseni se je že lepo zarasel, nekaj sezonskih rastlin pa bo treba zamenjati. Kaj je treba najprej storiti? Katere rastline je treba zamenjati s tistimi, ki zimo lažje preživijo? Tule se je odlično obnesel bidens z belimi cvetovi, enako velja za dalijo. Dalijo bomo ohranili, bidens pa bomo zamenjali z mačehami. Jesenske zasaditve in oskrba vrta pri Neni Veber v Kranju so bile zadnje, kar sva z Rut opravili za oddajo Na vrtu. Takrat sva grede zasadili z mačehami živahnih barv in čebulnicami, odstranili sezonsko cvetje, utrdili kolo po vešavem cercidifilu ter porezali perovskijo in sivko.
Rut sem spoznala leta 1996 na aprilski prireditvi Eko vrt na Ptuju. Nekaj let kasneje je gledalcem že redno svetovala, kaj posaditi na okenske police in balkone, ter katere rastline združevati. Tako, danes smo gosti gospe Rut Podgornik-Reš in z njeno pomočjo bomo skušali odgovoriti na številna vprašanja naših gledalk in gledalcev, seveda povezanih z balkonskim cvetjem. Najprej pa mora biti gospa Reš nekaj o zasaditvi balkonskega cvetja nasploh. Najbolj zagnani so posadili okenske balkonske rastline že pred dobrimi 2 meseci, na začetku aprila. In če so rastline zdrave, zagotovo morajo zdaj res bogato cveteti. Kaj posaditi na balkon je seveda stvar odločitve našega okusa, pa tudi to, koliko časa lahko tem našim rastlinam potem namenimo v poletnem času. Kajti, če vemo, da se bomo odpravili na dopust ali če mogoče pridemo šele v poznih popoldanskih večernih urah iz službe, zagotovo moramo posaditi rastline, ki so bolj skromne, kar se tiče oskrbe, to so zlasti pelargonije. Zato tudi vrtnarji opažamo zadnjo leto, 2, da je vedno večje povpraševanje prav po teh rastlinah. Korita so izredno pomembna, kajti naše okenske balkonske rastline posadimo v hudo omejen življenjski prostor in temu primerno potem tudi uspevajo, če so korita ustrezna. Včasih smo uporabljali taka ožja, plastična zlasti korita, no zdaj prihajajo korita nove generacije, ki imajo vodno rezervo. Korita imajo dvojno dno, tako da tu v spodnjem delu je veliko prostora za vodo, ki jo potem, ko rastline posadimo, nalijemo skozi to odprtino. Strukturne rastline je zanimivo, da prihajajo zagotovo zadnjih 7 let, bi rekla zelo, bi rekla mogoče tudi agresivno, med cvetoče rastline, ker nekako zlasti sivo listne strukturne rastline nam izredno polepšajo zasaditev. To so, tako kot sem že rekla, v prvi vrsti lotus, potem vsi afriški smili, ki so sicer doma v Avstraliji, ali je to rumenolisten, ali je sivolisten, drobnolisten, pisanolisten, potem je tu tradicionalna moljevka, in moljevki je izredno podobna pisana bršljanasta grenkulica, ki pa lepo uspeva samo na senčnih legah, sicer jo napade pršica in dobi tudi pepelasto plesen. Balkonske zasaditve se počasi umikajo z naših balkonov. Nekatere rastline lahko v tem času presadimo v posodo in čez zimo hranimo v drugem prostoru. No, nekatere pa lahko ostanejo tudi na prostem čez zimo, s tem, da je za to potrebno nekaj dela. Če pogledava kar to ščetinavo perjanko, ta lahko prezimi na prostem. Ne, ščetinove perjanke so prav zanimive rastline, ohranjamo jih semenom, te klasične ščetinove perjanke, temnolistno pa moramo prenesti v stanovanje na toplo mesto in zato jo bomo izrezali iz korita. Najprej si jasno naredimo prostor, takole, da rastline odstranimo. Potrebujemo en nož. No, če pogledamo, rastline so res prerasle zemljo za sajenje. Ko je Rut začela pravzaprav se pojavljati kot vrtnarica, praktično smo Slovenci poznali najbolj bršljanke, to so bile še vedno take tipične, in to seveda rdeče rože, seveda na kmetijah tudi pokončne pelargonije in pa gorenci, predvsem tudi gorenske nageljčke in morda še nekatere gomoljne begonije. To je bilo pa praktično vse, kar smo pravzaprav vsi poznali, ne. In ona me pravzaprav vpeljala v ta svet, kako je lahko pisan ta svet balkonskega cvetja, ne. In če bi recimo nekoga takega takrat imeli še za trajnice, bi tudi naši vrtovi bili malo drugačni, ker naši balkoni se zdaj res lahko primerjajo. Jaz sem prepričana, da je to tudi njena zasluga, da se lahko primerjajo z avstrijskimi, recimo, ko smo jih včasih tako občudovali vsi. Rut je pomenila izredno veliko za slovensko vrtnarstvo. Mi se poznamo že dobrih 20 let, z Tomažem Čufarjem smo prišli skupaj in od takrat naprej, ko smo se pogovarjali o raznih rastlinah, smo nekako našla
skupen jezik, kajti jaz sem imel eno vezo v Avstriji, kjer so vedno dobivali novitete. Rut pa je bila tista, ko je te novitete že nekako našla po Evropi, po svetu, kaj se novega dogaja, in smo te rastline poiskala, prinesla Slovenijo, to je bilo včasih težko, lahko rečem. In ona je bila pol tisto, ko je te rastline predstavila. Rut je živela za novitete. Moram reči, ti živela. Ona je srkala vsako novo stvar in iskala, kako to kombinirati. Ljubitelje sezonskega cvetja vsako pomlad močno zanima, kakšne novosti bomo pripravili vrtnarji. No in za moj okus ena najbolj revolucionarnih zadnjih let je nedvomno črna petunija. To je sorta Black Satin, je res nenavadna, bom rekla najbolj črna med črnimi, kar jih je bilo do sedaj videti. Je tudi drobno cvetna, kar pomeni, da bo zagotovo dobro prenesla padavine. Kombinira se lahko z rožnato, rumeno, belo, rdečo, pravzaprav čist z vsemi barvami. Zdi se mi, da je to podobno tako kot pri oblačilih črna, pač paše povsod. Čeprav je v slovenski prostor prinašala vedenja o novih sortah, barvah in drznih kombinacijah, Rut ni pozabila na izvorne rastline. Pelargonije je vselej spoštovala. Botaničnim primerkom z drobnejšimi cvetovi, ki jih je posamično sadila v manjše glinene lončke, je pravila cvetlice za dušo. Med botanične posebnosti zagotovo sodi tudi ta. Pelargonija, bom rekla, z najtemnejšim cvetom, imenuje se Pelargonium glaucifolium. Njena značilnost je ta, da listna masa ostane na sredini, potem se pa ti cvetovi izdolžujejo in lahko dosežejo tudi dolžino 1,5 metra. Pri botaničnih pelargonijah so izjemno zanimivi tudi listi. Pravzaprav res pri teh rastlinskih biserih ne občudujemo samo cvetov, kajti ti cvetovi niso, bom rekla, nič kaj tako posebnega, saj so običajno zelo, zelo drobni. Rut je bila avtorica 12 knjig o sezonskih rastlinah, vrtovih, grobovih in bučah. Spala je malo, vedno je bila na poti. Doma in v Evropi ni bilo vrtnarske prireditve, ki je Rut ne bi obiskala. Rut smo srečali včasih v kakšnem, naprimer v inštitutu v Nemčiji, ona je bila za svojim kombi že teden dni na terenu. In potem smo prišli skupina skup in kje smo prenočevali, je rekla, zdaj pa že bilo fajn enkrat v postelji prespati, ne? In seveda šla je za nami spat. Potem vem tudi, ko smo z avtobusom še hodili na razne ekskurzije, ona se je kar v klopčič zvila, pa kar pod sedežem prespala. Ona je bila tako prilagodljiva, mislim, preprosta. Moram reči, res izredno prilagodljiva na vseh področjih. S cvetjem lepo zasajena naj ne bo le podaljšana dnevna soba. Urejena naj bodo tudi zadnja počivališča. Na Bugi predstavljajo več kot 100 grobov. Bavarci prepuščajo urejanje grobov strokovnjakom. Z njimi ponavadi sklenejo 25-letno pogodbo. Tukaj gre za zasaditev družinskih grobov. V naši deželi je tako, da recimo 2/3 površine prekriva pesek, tukaj pa so pokrovne rastline tiste, ki dajo neko umirjenost grobu. Jaz lahko rečem, da v primerjavi z prejšnjimi razstavami, ogledala sem si v Magdeburgu, Potsdamu, je res tukaj le neverjetno 72 nemških vrtnarjev, tudi avstrijski in švicarski so se resnično potrudili in pokazali tiste najnovejše trende. Morda je malce nenavadno imeti vodo na grobu. Ja, jaz sem resnično do sedaj v naših krajih tak primer videla le na pokopališču v Kranju, kjer seveda voda je stoječa in tam noter cveti lokvan. No, tukaj le je narejeno kot en potoček. Pogosto se zgodi, da recimo grob uredimo tako, kot je nekako želel pokojni. In jaz mislim, da je to v tem primeru tudi tako. No, v ozadju za nagrobnikom rastejo školjkaste paciprese. Tukaj kot pokrovna rastlina se čudovito prerašča plazeči kotoneaster, pa nešplica. No in sezonska zaseditev je res, bom rekla, en čudovit splet rastlin in en krasen šopek. Jesenska zmrzav je že dodobra uničila enoletnice, ravno tako na grobovih, in tu je zopet potrebno zamenjati cvetje. V tem primeru sva že grob očistila. Rut, kaj bo pa tokrat
kaj boš letos nasadila? Ja, stari mami bom zasadila tako kot vedno drobnocvetne mačehe. Odločila sem se za res take mečkem bolj nežne tone, dodala bom srebrn kalocefalus, potem plazeči se skrečnik, šaše ter belo jesensko vreso. Ter seveda čebulnice. Pri jesenskem sajenju uporabljamo drugačne substrate kot spomladi. Substrat mora imeti manj šote. Ustvarila bova rahlo gomilo. Torej v sredinskem delu malo dvignila. Dvignila, ja. Tako da še morda dobiva res dodatno dimenzijo. Tako. Rut je pravzaprav vedno imela rada naravo, ona je bila tudi športnica, po naravi športnica in vedno, že od vsega začetka je imela rada naravo in seveda, ko smo se pač začeli vsi skupaj pravzaprav v Sloveniji seznanjati z tem bolj naravnim, naravi prijaznim in tudi bolj ekološkim pridelovanjem, seveda je bila Rut tudi med prvimi tistimi, bila tudi med prvimi recimo, ki je populariziral buče v Sloveniji, ne, to tudi mogoče smo že malo pozabili, tako da ona je vedno bila pravzaprav tista vodilna, ne, ki je neke smeri tudi vpeljevala, ker vodilni ni lahko biti, ker v prvih letih preden Slovenca prepričaš, da spremeni, ne vem, svojo zasaditve na balkonih, da konec konca tudi malo barvo spremeni, ali karkoli, kar traja, ne, tako da ja, ona je vedno imela visoke cilje, ampak je vedno te cilje tudi izpolnila. Buče izvirajo iz Amerike, ali je to Severna, Južna Amerika, no in Krištof Kolumb je na svojih popotovanjih 3. decembra 1492. leta prvič buče ugledal na Kubi in to zapisal v dnevnik. Potem so buče z vsem ostalim dragocenim tovorom priromale v Španijo in seveda zelo hitro v Italijo in Francijo. Pri bučevkah, kot bi rekla, kot družini, to je zelo velika družina, kjer je pravzaprav 825 različnih vrst, je pomembno to, recimo, da so tako vsestransko uporabne. 15% vse zelenjave na svetovnih tržnicah pripada prav plodom iz te družine. Tukaj pred nami so buče velikanke. Tako to skupino, v bistvu vrsto, Cucurbita maxima imenujemo, ampak vidite, da seveda to niso samo veliki predstavniki. Najbolj pogosta je buča Hokkaido, ki seveda sodi med buče velikanke ali zimske buče, kakor jih seveda tudi lahko imenujemo. No, v tej skupini je ena najlepših buč prav rdeči stoc. To je buča, za katero rečemo, da je utelešena buča. Buča, ki ima obliko, barvo in tudi velikost je nekako primerna, da jo lahko uporabljamo tudi v kulinariki. Potem bi vam seveda rada predstavila tudi bučo, ki pa jo imenujemo Atlantic Giant. To je buča, ki je seveda v Guinnessovi knjigi rekordov predstavljena kot najtežja jagoda na svetu. No, nekako v tej skupini prvi bi rekla, da moram tudi izpostaviti turški turban. To je sicer za večino ljudi okrasna buča, ampak res bi vas rada opozorila, da je to ena enkratna buča, uporabna tudi za prehrano, zlasti ko je mlada. Zdaj bi se nekako približali, kar se tiče okusnosti, najpomembnejši vrsti buč. To so muškatne buče, ki so toplotno nekoliko zahtevnejše kot druge, no in tukaj imamo kar nekaj izvrstnih predstavnikov. Tako, če pogledamo generalno, lahko vidimo, ko imamo te buče v prerezu, da vse odlikuje res čudovito oranžno meso, ki pa poleg tega, da je krasno, je seveda tudi zelo lepo na izgled, je zelo okusno. Ne vem čisto dobro, kako je ona sploh prišla do teh buč, verjetno je videla kakšno razstavo, v glavnem leta 2001 se je pri njej nakopičilo ogromno knjig o bučah. Raziskovalka, kot pa je bila po duši, je res prebrala čisto vse. So pa buče tiste, ki so edina zelenjava, ki je lepa in jo lahko tudi nekomu podariš. In verjetno se je tudi zato zaljubila v buče, ker Rut je res zelo rada podarjala. No, Rut je pa rekla, buče so za jest, se pravi, boš ti, sestra, napisala recepte. Res, celo življenje berem knjige kuharice, ampak to se mi je zdelo kar malo premočno delo. Sem rekla, Rut, pa to jaz ne bom znala. Kako ne boš, seveda boš, se poglej, kako kuhaš. Receptov za pripravo sladkih jedi v slovenskih kuharicah ni na pretek. Zato smo seveda spet nekako posegli
po tuji literaturi. Seveda smo se trudili, da smo pripravili tudi domače jedi, kot je potica in štrudel, ampak nekaj je pa morda tudi nekoliko bolj eksotičnih. Če začnemo kar pri telih sestavinah, za ene zelo zanimive piškote, florentince, bi vam kar povedala, kako se naredijo. Res je zelo enostavno. Segreješ v posodi malo smetane, malo masla, med in sladkor. Pustiš 5 minut na šibkem ognju, dodaš nalistane mandeljne in bučne peške. To pokuhaš še par minut, daš na peki papir v pekač in pečeš v pečici 10 minut. Italijanski recept za kruh s poletnimi bučami so nekoliko spremenili in zagnetli testo s pirejem iz zimske buče hubart. Kruh je narejen iz bele moke z dodatkom oliv in rožmarina, drobno narezanega rožmarina. No, nekako bi rekla kruh, na katerega pa se zelo lepo prilega maslo in marmelada, je pa zagotovo bučno-rozinin kruh. Tudi zelo enostavno pripravljen in zagotovo kruh, ki vam bo verjetno vedno uspel. Ravno tako smo uporabili pirino moko, rozine in bučni pire. No, zdaj bi rekla, tak kraljevski kruh mu lahko rečem, ki ga bomo podrobneje kasneje predstavili, je pa ta pred nami. Pri pripravi tega kruha sem porabila približno polovico 40 dekagramov bučnega pireja, kilogram polnozrnate moke, nekaj soli, malo mlačne vode, nekaj kvasa, bučnice, nekaj sem jih zdrobila, nekaj sem dodala na koncu celih, pa rozine. Pripravila sem kvasni nastavek tako kot za vsako kvašeno testo in vse dodatke razen bučnic in rozin sem umešala hkrati. Vi ste radi kuhali, je tudi Rut rada kuhala? Rut bi rada kuhala, če bi imela dovolj časa. V bistvu Rut je malo Rut je mislila, da ona ne zna kuhati tako dobro ali pa da ni tako spretna. Verjetno ji tudi ni bilo treba. Rut je imela rajeta, on je kuhal kraljevska kosila, večerje nas gostil. Rut je pa res čisto vsak dan, ne glede na to, kakšen tempo je imela, skuhala zajtrk in večerjo. Pri Rut ni bilo belega sladkorja nikoli v njihovi hiši doma. Vedno med in takrat se še ni vedelo, da je natren škodljiv. Tako da Rut je bila res zavedna in ona je res živela do pike to, kar je verjela, da ni v redu. Recimo, jaz bom en teden vsak dan pila sadno-zelenjavni sok, Rut ga bo pa pila celo leto. Njej ni bilo nikoli, da bo rekla, zdaj sem se pa naveličala. Ona je bila res vztrajna v vsakem pomenu besede. Ona je prav do nedavnega vsak dan si naredila sok iz ovsene oziroma pirine trave, seveda piro je posejala na koncu za zeleni posevek in glede na temperature je ta pira res dobro rasla in smo bili vedno deležni sokov. Kdorkoli je prišel k njej, pa je bil to majhen otrok ali kdorkoli je bil deležen njenega soka. Zelo zgodaj v jeseni je ona vedno začela kaliti. Redno je pa pekla tudi kruh. To je bil kar znamenit kruh, iz kamutove moke ga je najraje pripravljala. Potem, ko je imela recimo lani paradižnikov dan, je spekla kruh s paradižnikom. Imela je veliko idej. In ravno s temi idejami je Rut vedno bila nekoliko naprej od drugih in vedno je rada presenečala. Presenetila je tudi z ribnikom, ki je na tem vrtu. No, ta ribnik je pa tukaj od leta 2002. Poleti smo mamo poslali v Toplice.
Zato, da nič ne bo vedela, mami ima junija rojstni dan in rada je hodila v toplice, ko se je malce ogrelo. In ona je potem organizirala vse izkop, pripeljala rastline. Ravno takrat je bil pri njih zaposlen človek, ki se je rad ukvarjal z ribniki in to je bilo res narejeno v 5 dneh. Tako da, ko je mami prišla domov, je bilo to res neverjetno presenečenje. O, kakšen dan. Ej, kot nalaž, da asfalt zamenjam za pohod v hribe. Diki, na 3. pomladni dan gremo v zimo na sneg. Pet. Pet. Pet je, Diki, pet.